Prav lepo pozdravljeni na novi predstavitvi dveh knjižnih naslovov z naše založbe, tokrat v okviru ene izmed kron naše založniške dejavnosti. Vsekakor zbirka Sidro je prav to in med nami prav lepo pozdravljam urednika te zbirke, dr. Matijo Uglina, in prevajalca enega izmed naslovov, Georga Hamana, dr. Alena Širco. Torej, dva pomenljiva naslova. V prvem primeru imamo vsekakor knjigo Pot iz mrtvila avtorja Milana Komarja, ki je išla tokrat že tretjič v dopolnjeni izdaji. Prva izdaja te knjige prvič je išla v Buenos Airesu v okviru Slovenske kulturne akcije, drugič je v okviru zbirke Claritas pri študentski založbi, in to je zdaj, ki je vsekakor v začetku 90-ih let, potem pa 99. leta, potem pa nekako prav na hitro pošla in smo rekli, potrebno je, da se taka klasika ohranja med nami. Imamo pa ob tem naslovu še naslov avtorja Johana Georga Hamana, ki je bil nedvomno eden izmed najbolj izvirnih in drznih krščanskih mislecev 18. stoletja. O njem nam bo malo več spregovoril dr. Širca. Bi pa predal besedo dr. Matiju Uglinu, da bi delovanje zbirke kot take, kot celote in oba naslova vsem nam predstavil. Hvala lepa in vsem lep pozdrav. Tudi jaz sem zelo vesel, da je knjiga Milana Komarja zdaj ugledala tretjo, prišla med nas v tretji izdaji. Zbirka Sidro nekako zasleduje krščansko-realistično misel in izkuša slediti v raznih zgodovinskih obdobjih in predvsem v njenih spoprijemih z problemi novega veka in sedanjega časa. Iz tega področja je v njih šlo več klasičnih del, ki se nekako umeščajo v tenzije modernih antropoloških vprašanj. Med njimi je treba izpostaviti že dosedanji dve knjigi Milana Komarja, nekatera dela Jozefa Pipra, Chestertona in drugih. Tudi Eliota, znamenitega pesnika, Eliotove eseje Krščanstvo in kultura, ki so za razliko od njegove poezije, ki je svetovno znana, tudi pri nas zelo prevedena, ti eseji so ostali dolgo časa skoraj neznani in pri nas neprevedeni. Smo bili nekako tisti, ki smo dali to pobudo, da je Eliot bil nekako tudi pri nas opažen z te strani, to se pravi kot krščanski mislec. In je nazadnje dr. Branislav Milačnik. Ja, seveda. No, to potem je še posebna dimenzija Sidra, se pravi, da skušamo nekako nek odzven te vrednostne podstate, ki jo omenjena filozofska linija intonira, nekako neki širše pojmovani humanistično-estetski analogiji uloviti in slediti tudi z literarnimi deli, nekaterimi izbranimi prevodi in avtorskimi njimi. Sta pravzaprav tri pesniške zbirke našega kolega Franka Semilačnika, Cirilja Pereklesa in drugih. No, nakratko o Milanu Komarju, profesor filozofije, živel v emigraciji Buenos Aires, tam se uveljavil že postopoma s težkimi začetki v koncu 50-ih let in pozneje, zlasti v 60-ih, kot profesor, na koncu titularni profesor novoveške filozofije na Katoliški univerzi v Buenos Airesu, hodar pa je v tem velem mestu z različnimi kulturnimi ustanovami Komar tudi na mnogih od teh ustanov bolj krščanske usmeritve predaval širši publiki, ne samo izrazito filozofom, ampak tudi psihiatrom, psihologom, zdravnikom, pa tudi širšim krogom. Nekateri tu med nami so bili njegovi poslušalci dolgoletni, so spremljali njegova predavanja, ki so privlačila zelo široke in raznolike kroge intelektualcev, zlasti
filozofijo podajati kot učitelj. Učitelj namreč v višjem pomenu besede kot učitelj ljubezni do modrosti, kar je prvotni, primarni pomen termina filozofija, znal je pokazati, kako se temeljni pojmi, postulati krščanske filozofije, kot so krščanske realistične misli, kot so bistvo, dobro, resnično in nas drugi, kako se umeščajo v problematiko, v izkustvenih, realnih situacij sodobnega človeka. V tem je njegova izjemna zmožnost, da je filozofijo, ki je ni sam rekel, se predtem skliceval tudi na drugem, filozofijo je razumel kot hrepenenje po zadnji jasnosti. Se pravi, da si skuša človek v luči temeljnih filozofskih postulatov ali pojmov razložiti do zadnje mogoče jasnosti to, kar ga v izkustvenem življenju obdaja. In tukaj je bila njegova velika privlačnost njegove misli tudi v tem, da je znal aktualizirati nekatere pojme iz pozne antike in srednjega veka in jih umestiti v sistem sodobnega humanističnega mišljenja. Tako je recimo v vseh svojih esejih imenitno pokazal, kako Avguštinov pojem srca, kor, pravzaprav precej se opada s tem, kar skolastiki imenujejo intelektus, se pravi tisti, in to je pa pravzaprav isto, čemur danes rečemo intuicija, se pravi tisto prvotno, prvinsko, enovito spoznanje, ki je običajno hipno, hitro, ki ni predvsem analitično, ampak bolj celostno, ko denimo, ne vem, v neki situaciji, ko prijehavam otroku, v trenutku lahko starš spozna na njegovem obrazu, kaj se mu je zgodilo, ne? Ali pa mnoge druge take stvari, ko gre za neko hipno, hitro, pa lahko zelo celovito spoznanje neke stvari. No in Komar je pokazal, kako so ti stari pojmi lahko aktualni, če jih prepoznamo v njihovem sodobnem in pravzaprav tudi univerzalnem pomenu. En od teh osrednjih pojmov je pojem naravnega reda, ta se pri Komarju velikokrat pojavlja in ker je znal o naravnem redu tako imenitno predočiti njegovo navzočnost in pravzaprav dolžnost človeka, da ga išče v stvarnosti, je iz tega gledišča lahko nekako razprostoril pred nami celo paleto problematik najrazličnejših. Omenim samo eden od takih, težko je kateregakoli od teh esejev izpostaviti, ampak recimo, da imenujem esej Borba in ljubezen, ki je v slogu zveni kot nekakšen antagonizem, kaj ima pač neki borba opraviti z ljubeznjo, ampak Komar pokaže, kako obstajata dve različni pojmovanji borbe, glede na to, da obstajata dve različni pojmovanji reda. In tam, kjer obstaja to, kar je skladno z nekako s krščanskim pogledom na to vprašanje, red kot ustvarjeni red kot tisti, ki je že vnaprej od Boga dan z stvarjenjem, ki ga nekako človek s svojim pogledom skuša odkrivati, se mu tudi podrejati in sodelovati z njim, tam je mogoča tudi skladno s tem čisto drugačna borba, kajti ta borba bo pravzaprav boj za sodelovanje s tem obstoječim redom in s to borbo je seveda lahko zelo tesno povezana ljubezen. Komar potem pokaže imenitno svojo zelo lepo pisavo, on je hkrati zelo imenitni stilist, drži se ga čudovito stara leksika, še iz tistega medvojnega časa, ki jo je znal pa klasično uporabljati v zelo lepem knjižnem jeziku, pokaže, kako sta pravzaprav tako razumljena borba in ljubezen pravzaprav inherentni, ena z drugo povezani in pravzaprav ni mogoče razdvojiti. Imenitni prikaz neke navidez
neke notranje povezanosti dveh, na videz čisto ekstrinzičnih sebe izključujočih počel. In mnogi drugi eseji so spet takšni, da bi rekli, vidimo v njih neko trajno aktualnost, denimo pogoj za dialog, izvrsten filozofski esej, ki ga je napisal tam že pred, mislim, da okrog leta 60, in kaže, se pravi, takrat, ko je bila tukaj roka najtrše železnega režima in bilo govora o dialogu, medtem ko je Komar v istem času razmišljal o tem, kaj je dialog v filozofskem smislu, se pravi, produktiranje misli v misel drugega, ne? To srečevanje dveh misli, pravzaprav dveh realnosti, ki se ena drugo, če smo iskreni v dialogu in tako, se trudimo, da bi se dve misli zares srečali, zares preželi, ne? In podobno. Se pravi, tudi za dialog so neki pogoji, brez katerih ni pristnega dialoga, ali je pa dialog potem samo maska za kaj drugega, za kakšno teologijo morda. Ali država je v nas samih, nezanimanjem posluje smrt inkognito, to so same izvrstne meditacije o izjemno važnih razsežnostih, izzivih našega časa. Da ne bom predolg, bi pač strnil misel z tega gledišča, da bo, kot sem od našega prijatelja, akademika Zorka Simčiča, slišal izvrstno misel, da resnica nikdar ne triumfira, vendar pa njeni nasprotniki običajno propadajo. To je izjemno zanimiva misel in daljnosežna po mojem. Resnica se ne uveljavlja s triumfom in z navidezno močjo. Uveljavlja se pa z močjo, ki je nekako lastna njej sami kot počelu pravzaprav življenja. In tako menim, da v tem smislu se bo tudi Komarjeva misel, kot misel, ki prinaša resnico v filozofskem življenju, postopoma uveljavljala, najbrž ne triumfalno, pa tudi ne marginalno, ampak z neko realistično, postopnim prodiranjem v slovensko humanistiko. Da je temu tako na vse zadnje priča, da je Komarjeva, torej izšla je zdaj njegova tretja knjiga v zbirki Sidro in poprej dve v zbirki Claritas, tri v zbirki Claritas, če se ne motim. No, tako da je to ena lepa navzočnost, ki kaže na njegovo aktualiteto tudi pri nas. Rekli smo, da je to dopolnjena izdaja. Dopolnjena je v tem, da na katerih podrobnostih, ljubombah, morda in še čem takšnem, ampak predvsem pa je tisto glavno dopolnilo, ki upravičuje ta titel, da je to dopolnjena izdaja, v tem, da smo vključili vanjo Komarjeve sonete. 9 Komarjevih sonetov, zadnji od njih je prvič objavljen v kateri od teh njegovih knjig, sonet Gorica. Komar je namreč z delom svoje osebnosti, ena od razsežnosti njegove osebnosti je bila tudi pesnička. In redko kdaj je pisal, kadar je pa pisal, je pa v tisti pesmi ves Komar, in seveda še več. To je, nastalo je nekaj teh čudovitih sonetov, redko kdaj je prijel za prero v tem smislu kot pesnik. Denimo ena priložnost je bila tam v koncu 70-ih let, ko so na domovini praznovali 1000-letnico Škofje Loke in napisal 3 škofjeloške sonete, prav o nekem smislu o misteriju zgodovine, kako je človeku po neki skrivnostnem ukazu dano prebivati in se prebijati skozi zgodovino. To je potem pisal na refleksiven način v svojih esejih in potem res pesniško se te skrivnostnosti dotaknil v sonetih. To je nekako bila naša ambicija, da bi torej sonete pridružili Komarjevi najbolj brani, najbolj srednji knjigi in upamo, da bojo v tej formi nekako tudi spremljali v novih izdajah. Hvala lepa, da pravim. Prva izdaja knjige, tako knjiga je šla dejansko leta 1965, nekje 12 000 km stran od tu,
In bi želel poudariti, da dejansko tukaj gre za kratke eseje, kratka razmišljanja o povsem aktualnih stvareh. Ja. Tudi po 50 letih in še več. Ja. Komarjeva aktualnost se kaže v marsičem. Spomnim se tudi na esej Država ima sami, ki nas nagovarja v tem konkretnem trenutku pred predsedniškimi volitvami, da tako rečem. Taka je ta neposrednost te aktualnosti. Naj pa, mislim... Je tudi nastal tam globoko v 60. Točno, točno. In bi vas vprašal, prav glede te aktualnosti, mislim, članica naše uredniške ekipe, ki je tudi tukaj prisotna, sem mislil, da ne bo, zato sem rekel, bom prebral njeno vprašanje, pa vendar je tu, lahko samo vpraša, če želi, pa vendar vprašanje neurejenega poželjenja po novih stvareh. Tudi pomembno, bi tukaj še kaj... Ja, to je imenitno izhodišče. No? Mislim, da je Komarov tem pisal v eseju s tokovi in proti tokovi, ko je pravzaprav skušal pokazati, da pri tem, kakšen odnos ne zaznamemo do raznih novitet, novih pojavov, novih gibanj in podobnega, običajno ni jasnih misli in jasnih spoznanj, ampak se ljudje pogosto odločamo po nekih temnih nagibih, ki so v nas in potem ravno razčlenjuje te nagibe psihološko, idejno, etično in pokaže, kako imenitno, in res krasno pokaže, kako je ta, pogosto se skriva v našem teženju k novostim in poželjenju po novostih pravzaprav neka neurejena sla po potrjevanju samega sebe, pa tudi različne neurejene strasti. Ne? In da, če hočemo v to nekako prinesti nek red, da dobimo, da zavzamemo do novosti raznih pojavov realističen odnos, si moramo priti predvsem na jasno glede svojih namenov, ki jih imamo pri tem in nekako seveda tudi do resnice v moralnem smislu, zakaj tam pri tisti stvari gre. No, in to je eno od imeniznih, recimo, vedno aktualnih esejev, gotovo. Omenil ste, da resnica nikoli ni nekako zmagovalna. In dobro, tukaj imamo pred seboj knjigo zagovornika skolastike, ki je jasno v opoziciji z Descartovim nekako poudarkom samo na razumu in prav tako tudi Spinozi s svojim pobožanstvenim panteizmom. Podobno vlogo v 18. stoletju, zakaj ne spet, sredi razsvetljenstva, sredi tokov, ki so neizmerno peljali Evropo v čisto drugo smer, se pojavi Georg Hahn. In vpliva potem kasneje tudi na, mislim, da lahko mirno rečem, pomembne dejavnike v nemški literaturi, od Goethe naprej. In bi vas prosil nekako za nekaj uvodnih misli o samem liku, potem bomo pa poglobili se tudi v njegovo delo, ki je verjetno eno najpomembnejših in je torej tokrat prvič predstavljeno slovenski javnosti. Tako ja, Johann Georg Hamann je sedaj prvič prišel v prvo delo, ki je prevedeno v slovenščino. Namreč treba je pozoriti, da gre za nekoliko pozabljenega avtorja v kanonu evropske filozofije in literature. In sicer za to več razlogov, ampak prvo, zakaj ta lik v bistvu po eni strani bil vedno nekoliko kontroverzen, je pravzaprav način njegovega pisanja. To je pisanje, ki je pravzaprav drugačno od vsega, kar se je do takrat v filozofiji pisalo. Se pravi, filozofija je vedno težila k jasnosti, sledila je logiki, aristotelski logiki kot tistemu principu pisanja in skušala svoje misli podati v nek sistem. Tukaj pa imamo prvič v filozofiji se zgodi nekaj
popolnoma drugačnega, ne, ko v bistvu postane filozofija ena oblika literature. In seveda to je zelo bilo vplivno tudi kasneje. Ne. Sicer sam Hamann je v nemškem prostoru dobro poznan. Ne. Zakaj? Zato, ker je vplival na Goetheja, ne, ker je vplival na Hegla, ne, ker je vplival na Kierkegaarda in tako naprej. To so pač vsi ti avtori, to je bil njihov najljubši avtor, bi rekel, ne, Hamann, ker je imel to svežino, ne, svežino teh misli, ki so vedno nagovarjali. Potem pa se zdi, da je v 20. stoletju nekoliko zgubil na pomenu. Ne. Ponovno se ga začelo odkrivati šele potem v drugi polovici 20. stoletja. In predvsem gre tukaj za avtorja, ki je globoko krščanski. Ne. To je prva stvar. Ker danes tudi vidimo prikaze, ki se bolj nekako osredinjajo na pomembnost Hamanna kot nekega filozofa jezika, filozofa jezika v tem modernem smislu, da je anticipiral neke moderne ideje in tako naprej. Ampak tukaj gre v bistvu za avtorja, ker njegov življenjepis je zelo interesanten. Ne. On je bil najboljših prijateljev Immanuela Kanta. Ne. Poznamo vsi Kanta, to je sinonim za svetljensko filozofijo največjih filozofov med Descartesom in Hegelom in sinonim za svetljensko filozofijo. Ne. In on je bil pravzaprav pod tem vplivom nekaj časa, ne. Bil je zavestni razsvetljenec, potem pa je doživel neko krizo, ne. Osebno krizo, ki se pač bila je to ekonomska kriza, potem je bila to osebna kriza, ki je pa razrešil to, da se doživel na globoko spreobrnenje. In nenadoma je on začutil, da je vsa ta sistem razsvetljenstva pravzaprav